Dobro večer vsem skupaj. Sem Danijela Mandelc in imam čast, da v skladu z določili 6. člena Poslovnika občinskega sveta občine Gorje kot najstarejša članica novoizvoljenega sveta vodim prvo sejo občinskega sveta v mandatnem obdobju 2022-2026. Ura je 17 in začenjamo s prvo redno sejo občinskega sveta občine Gorje in uvodoma pozdravljam vse prisotne člane občinske volilne komisije in vse prisotne novoizvoljene člane občinskega sveta občine Gorje, novoizvoljenega dosedanjega župana Petra Torkarja in predstavnike občinske uprave občine Gorje. Prav tako pozdravljam vse ostale prisotne. Pravna podlaga za konstituiranje novega občinskega sveta je zakon o lokalni samoupravi, ki v svojem 15b členu določa, da se občinski svet konstituira na svoji prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta. Pripravo in sklic konstitutivne seje pa ureja poslovnik občinskega sveta občine Gorje. Dnevni red za današnjo sejo ravno tako določa poslovnik. O dnevnem redu sveta se na prvi seji ne razpravlja in ne glasuje, niti ni na dnevni red mogoče uvrstiti drugih vsebinskih točk. Za prvo sejo občinskega sveta občine Gorje se določi naslednji dnevni red. Ugotovitev števila novoizvoljenih članov sveta, poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev občinski svet in volitev župana, imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana, poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta, poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana, slovesna prisega novega župana in pa imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prehajam k prvi točki dnevnega reda. Prva točka je ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta. Na podlagi potrdil občinske volilne komisije občine Gorje ugotavljam, da je od 11 novoizvoljenih svetnikov na seji prisotnih 11. Ugotavljam, da je seja sklepčna, zato nadaljujem sejo in prehajam na drugo točko dnevnega reda. Druga točka je poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev občinski svet in volitev župana. Predsednica občinske volilne komisije, gospod Tino Orevc, prosim, da poda poročili. Ker gre za dve poročili, prosim predstavnico OVK, da najprej poda poročilo o izidu rednih volitev občinski svet občine Gorje z dne 20.11.2022. Prehajamo na tretjo točko dnevnega reda, imenovanje mandatne komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana. Gospe Orevčevi se zahvaljujem. Hvala za pozornost. Na podlagi zakona o lokalni samoupravi in 8. člena poslovnika je potrebno imenovati komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana v nadaljevanju komisija. Naloga te začasne komisije je, da na podlagi poročila volilne komisije in potrdil o izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane sveta in ugotovi izvolitev župana. Na podlagi predlogov iz pripravljenega sestanka predlagam 3-člansko komisijo v naslednji sestavi. Za predsednico Katarino Jakopič-Branc, za člana pa Mateja Poklukarja in Matjaža Slivnika. Vsi predlagani člani z imenovanjem soglašajo. Ima kdo mogoče kakšen drug predlog? Ker drugega predloga ni, dajem predlog za 3-člansko komisijo na glasovanje. Prosim, da o tem sklepu glasujemo. Za? Hvala lepa. Od 11 prisotnih smo se vsi strinjali s tem. Torej je sklep sprejet. In tokrat odrejem 15-minutni odmor, da komisija lahko pregleda poročilo občinske volilne komisije in izvoljene mandate svetnic in svetnikov ter ugotovi izvolitev župana in v tem pripravi svoje poročilo. Torej nadaljujemo sejo. Koliko je ura zdaj? 17:31. Ne. 21, 31. 15 minut. Ja, 17:36. Tako. Hvala lepa.
Hvala lepa. Z ozirom na to, da je komisija z delom že zaključila, smo pauzo skrajšali, ura je 17:27 in s tem delom tako delo občinski svet nadaljuje. Predsednico komisije Katarino Jakopič Branc prosim, da poda poročilo. Poročilo mandatne komisije o potrditvi mandatov članov občinskega sveta. Dne 7.12.2022 se je sestala mandatna komisija, ki jo je na konstitutivni seji dne 7.12. imenoval občinski svet občine Gorje v sestavi Katarina Jakopič Branc, predsednica, Matej Poklukar in Matjaž Slivnik, člana. Dolžnost komisije je, da v skladu z 8. členom poslovnika na podlagi poročila občinske volilne komisije in potrdilo izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane občinskega sveta in predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah v zvezi s tem oziroma predlaga potrditev mandatov občinskega sveta. Mandatna komisija je pregledala poročilo občinske volilne komisije in ugotovila, da so bili dne 20.11.2022 izvoljeni v občinski svet naslednji kandidati: Tadeja Kvas Majer, Bernarda Ferjan, Katarina Jakopič Branc, Danijela Mandelc, Zdenka Repe, Janez Kolenc, Matej Poklukar, Matjaž Slivnik, Janez Jan, Tomaž Bergant, Matjaž Zalokar. Prav tako je komisija ugotovila, da so bili vsem izvoljenim članom občinskega sveta na podlagi 91. člena Zakona o lokalnih volitvah izdana potrdila o izvolitvi za člana občinskega sveta občine Gorje. V postopku preverjanja potrdil je komisija še ugotovila, da morebitnih pritožb zoper delo volilne komisije ni bilo, zato predlaga, da se mandati novo izvoljenih članov občinskega sveta potrdijo. Predsednici, hvala lepa za poročilo. Odpiram razpravo. Ima kdo kaj za pripomen, za povedati? Ugotavljam, da nihče. Občinski svet občine Gorje tako potrdi mandate naslednjim članicam in članom občinskega sveta: Tomaž Bergant, Bernarda Ferjan, Katarina Jakopič Branc, Janez Jan, Janez Kolenc, Tadeja Kvas Majer, Danijela Mandelc, Matej Poklukar, Zdenka Repe, Matjaž Slivnik in pa Matjaž Zalokar. Prosim, da glasujemo, kdo je za. Ugotavljam, da od 11 prisotnih je za 11 članov, torej je sklep sprejet. Ugotavljam, da je v skladu s poslovnikom občinski svet občine Gorje konstituiran. Čestitam vsem izvoljenim članicam in članom sveta in jim želim uspešno delo. Prehajam pa na naslednjo točko, točko 5, poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana. Tudi pri tej točki prosim predsednico komisije Katarino Jakopič Branc, da poda poročilo. Poročilo mandatne komisije o ugotovitvi izvolitve župana. Dne 7.12.2022 se je sestala mandatna komisija, ki jo je na konstitutivni seji dne 7.12.2022 imenoval občinski svet občine Gorje v sestavi Katarina Jakopič Branc, predsednica, Matej Poklukar in Matjaž Slivnik, člana. Dolžnost komisije je, da v skladu z 8. členom poslovnika na podlagi poročila občinske volilne komisije in potrdila o izvolitvi župana pregleda, kdo je bil izvoljen za župana občine Gorje, in da predlaga občinskemu svetu tudi odločitve o morebitnih pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov kandidatur. Mandatna komisija je pregledala poročilo o izvidu volitev za župana in ugotovila, da je bil na volitvah dne 7.12.2022 za župana občine Gorje izvoljen Peter Torkar. Komisija je ugotovila, da je bilo Petru Torkarju na podlagi 91. člena zakona o lokalnih volitvah izdano potrdilo o izvolitvi za župana občine Gorje. V postopku preverjanja potrdila je komisija ugotovila, da morebitnih pritožb ni bilo vloženih, zato predlaga, da občinski svet občine Gorje ugotovi, da je bil za župana občine Gorje izvoljen Peter Torkar. Hvala lepa, Hvala predsednici za poročilo.
Na podlagi tega poročila predlagam, da svet sprejme naslednji ugotovitveni sklep. Občinski svet občine Gorje ugotavlja, da je župan občine Gorje izvoljen, za župana občine Gorje izvoljen Peter Torkar. Prosim za glasovanje za. Najlepša hvala. Ugotavljam, da je od 11 prisotnih 11 glasovalo za, torej je sklep sprejet. Kot predsedujoča čestitam županu za ponovno izvolitev in ga prosim, da se mi pridruži. Nadaljujem z delom in prihajamo na 6. točko dnevnega reda. Točka 6 je seveda slovesna prisega župana. Torej, prosim župana Petra Torkarja za slovesno prisego. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, drage občanke, spoštovani občani, vsi ostali prisotni, vsem skupaj en lep dober večer. Prisegam, da bom vestno in odgovorno v skladu s Ustavo Republike Slovenije, torej listino Evropske lokalne samouprave, zakoni, statutom občine, predpisi občine opravljal dolžnost župana. Spoštoval bom potrebe in interese lokalne skupnosti, skrbel za blaginjo občank in občanov ter napredek in razvoj občine Gorje. V vas, drage svetnice in svetniki, vidim veliko priložnost, ker ste vsi za nadaljni razvoj in napredek občine Gorje in pa tempo, ki smo ga sledili vseh 16 let, odkar občina Gorje obstaja. Zato sem prepričan, da bomo s te smele načrte, ki jih imamo, velike načrte in izzive od leta 2022 do leta 2026 skupaj udejanjili. Hvala lepa. V decembrskih mesecih želim vsem, da vas spremlja lepa misel in pozitivna energija. In pa prvi dogodek, ki se bo zgodil, bo to soboto, ki ga pripravlja folklorna skupina Bled v Gorjanskem domu. Naslednji dogodek, ki ga nam pa pripravlja vsako leto Godba Gorje, je pa božično-novoletni koncert 17. decembra ob 17. uri v prostorih telovadnice Osnovne šole Gorje. Toplo vabljeni in pa naj nas smeh združuje. Srečno. Hvala. Gospod župan, najlepša hvala. Mi pa nadaljujemo z delom in prihajamo na 7. točko dnevnega reda, imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Ker je občinski svet konstituiran, mora na podlagi 11. člena poslovnika izmed svojih članov najprej imenovati komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. V komisijo se bo imenovalo 5 članov občinskega sveta. Sestavo in naloge za delo komisije določata 20. člen statuta občine Gorje in pa 52. člen poslovnika. Komisija je nosilec aktivnosti pri imenovanju delovnih teles občinskega sveta, imenovanju nadzornega odbora občine in pripravi in izdaji aktov o delovnopravnih in materialnih pravicah župana in podžupana. Na podlagi predloga iz pripravljalnega sestanka dajem predlog za sestavo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi. Tomaž Bergant za predsednika, Tadeja Kvas Majer za namestnico predsednika, Katarina Jakopič Brandt za članico, Janez Jan član in pa Janez Kolenc za člana. Vsi člani z imenovanjem soglašajo. Ima pa mogoče kdo od vas drugačen predlog? Zgleda, da ne. To se pravi, se vsi strinjamo s tem, ker drugih predlogov ni, predlagam sprejem naslednji sklep. Imenuje se komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v naslednji sestavi. Tomaž Bergant predsednik, Tadeja Kvas Majer namestnica predsednika, Katarina Jakopič Brandt članica, Janez Jan član in pa Janez Kolenc član. Glasujemo, kdo je za? Hvala lepa. Od vseh 11 prisotnih je vseh 11 glasovalo za. Torej je sklep sprejet.
S to točko tudi zaključujem prvo sejo novo izvoljenega občinskega sveta v občine Gorje in se vsem zahvaljujem za udeležbo ter želim uspešno delo v tem mandatu, predvsem pa seveda tudi najlepše preživite te decembrske dneve in praznike. Seja je zaključena ob 17:37. Vse skupaj pa naprošam, da imate potrpljenja še malo, da se ob 18. uri predvidoma pride fotograf, da se slikamo vsi skupaj. Velja?